Brežice, upam, da se dobro počutite. Dobrodošli na podelitvi nagrad v občini Brežice, tudi vseh nagrad, vsem najboljšim športnikom. Danes moje ime je Tini, jaz bom z vami nocoj tukaj skrbel, da bo vzdušje bolj sproščeno, da bo vse skupaj potekalo gladko, tako da jaz upam, da se dobro počutite. Dajmo en velik aplavz, kako se počutilo. Počasno se bomo ogreli, zdaj za začetek, da se malo najprej vdahnemo, pa malo spoznamo. Jaz mislim, da je letošnje leto bilo eno super leto tudi za šport, za slovenski šport. A se strinjate? 6 ljudi se strinja, eni se ne strinja. Ena velika novica, ki je v zadnjem času tudi bila v Sloveniji, da je Srečko Katanc znova selektor reprezentance. Ste kaj veseli? No, jaz sem odraščal tudi v Krškem, pa potem sem se veliko vozil z vlakom in sem enkrat razmišljal, veste, kad ti stojiš na železniški in čakaš na vlak, nikoli ne razumeš, kaj govorijo po mikrofonu. Vedno je to sporočilo, kaj je nekako tako... Nikoli ne razumeš, kaj govorijo po mikrofonu, ste opazili. Vedno je tako, kaj je, lahko še enkrat poveste, nisem razumel. In vedno tako ponavlja, vedno rečem, ponavljam. Nikoli ne razumeš, kaj govorijo. In se razmišljal, zakaj ne damo kako znano osebnost, ki bi delala. Recimo Srečko, si predstavljate, da Srečko Katanc dela na železniški postaji. To je bilo super, bi bilo tako. Potniški vlak gre zdaj iz Celja. Bo vsak čas pripel, koga ne rečem, strojvodja, kapo dole. Bravo. To je bilo super, vsi bi se z vlakom vozili, po mojem. Ker edina stvar, ki jo razumeš, je, kot ko vedno reče na koncu, bo prišel 26 minutno zamudo. Vedno to je edino, kar razumeš, da je neka zamuda. Ampak ena super stvar, ki se letos tudi dogaja, je smučanje. Spremljate, kje je smučanje? Mene... 6 ljudi spremlja. Mene pri smučanju vedno smešno, ko pride smučar v cilj, vedno pokaže smučko, vedno se hvali svojo opremo, vedno tako kaže, hej, le to smučko, novo je. To nikoli v drugih športih ne vidiš. Nikoli ne vidiš še plavalca kakega, da bi tako priplaval cilj. To bi vsi gledali plavanje, to je bilo noro. Pa še ena stvar, ki jo plavalci nikoli ne delajo, ne menjajo majic, oziroma kopalk, tako kot nogometaši, recimo. Veste, ko v nogometu vedno menjajo majice, nikoli v plavanju ne vidiš, da bi bila dva. Bova menjala? Ok. Hvala, teh še nimam plavih, hvala. Če ste kaj gledali nogometaše, jaz sem opazil, da recimo slovenski reprezentanti v nogometu se nikoli ne morejo odločiti, da bojo pel himno ali ne. A ni res? Ponovadi kapetan poje, vsi ostali zraven so pa taki jezni, zamišljeni, tako stojijo. Tako da se sprašujejo, pa ko je ova pesma. Vedno so tako zmedeni, ja, nisem. Ne vem, ni, kako da jaz, no. Te nogometaši, če gledate recimo kako tekmo po zadnjice gledu in komentatorji vedno rečejo, poglej, zapravi je 100% priložnost, to je bila 100%. A ni, če je priložnost 100%, koliko je potem možnosti, da fališ, veste? To še nismo zračunali tega procenta. Pa te nogometaši vedno, ki stojijo v živem zidu, stojijo tako. Zakaj je ta glavo bolj pomembno kot ta? Nikoli nobenega ne vidiš, da stoji tako. Če me v glavo je. Ampak najbolj smešen trenutek v rokometu in v nogometu je, ko sodnik zapiska na koncu in vedno pokaže proti izhodu. Sodnik vedno na koncu tako pokaže. Sedaj pa vsi proti izhodu. Kada igralci tega ne vejo, veste, se je že daj zgodilo, da je bi kdo po tekmi izgubljen na igrišču, čez bega en nogometaš hodi okrog. Kam pa zdaj? To je labirint, Sudija, kam zdaj? Je v garderobo, kam pa? In kje je to? Sam naravno zgreš, ko si pa sem prišel, ja ne vem, tam smo stali, pa mi je en fantek dal roko, pa smo šla, ne. Vedno prije, kot tekma, kaj. Prav tako, po moje, v tem Real Madrid grejo kar igralci na parkirišče, pa morajo otroci po njih, Ronaldo, tekma je. Vedno tako pridejo. Ampak mogoče prej začnemo, jaz sem velikrat šel na košo, ko sem hodil, tudi se spomnite v Krškem, ki smo videli, ki je še McDonald igral. Je dol hodil takrat, si gledal, Klaraljevič pa McDonald so bili, več, 4 so bili, bravo. Jaz sem še enkrat s punco na košarko, pa ni poznala pravil, včasih, ker še punce ne vejo, ona je pa čist zmedena. A je že konec tekme? Ne, to je druga četrtina. A ja. Je koliko pa jih je? 6 četrtini je, res, bravo. Čisto noben ne ve. Zakaj pa on 3 prste v zrak drži? On je iz Srbije, pa nekaj zdaj imamo vprašanje. Včasih je malo zbegana. No, zdaj pa je čas, da začnemo tudi z našim uradnim delom. Jaz bi prosil za en uvodni nagovor predsednika Športne zveze Brežice, tako da dajmo en velik aplavz, gospod Stane Tomše. Spoštovani športniki, športnice, trenerji.
spoštovani gostje in vsi podporniki športa. Prireditev Športnik leta je posvečena športu. Posvečena je gibanju, tekmovalnosti, zabavi, trdemu delu, močnim živcem, še posebej pa tistim najslajšim trenutkom preteklega leta, ki so športnikom, njihovim trenerjem in vsem nam dokazali, da se vloženo vrača s pozitivnimi obrestmi. Letos bomo na odru pozdravili 84 športnic, športnikov ter športnih delavcev iz 13 športnih društev, ki delujejo v občini Brežice. Številka je za občino, kot je naša, kjer gospodarstvo že pred globalno krizo ni bilo na zavidljivi ravni, izredno visoko. Pa vendar, najverjetneje niso zajeti vsi športniki, ki bi si zaslužili našega priznanja. Dokaz za to je tudi seznam športnikov, ki jim v okviru letošnjega dogodka priznanja podeljuje Olimpijski komitej Slovenije. Enako velja na primer za Gorazda Škofa, ki je z rokometno reprezentanco osvojil 4. mesto na lanskem evropskem prvenstvu in se kalil v naših domačih klubih. Kljub vsemu verjamem, da se bodo dobro delo v športnih strukturah nadaljevalo in da bomo znali nagraditi vse, ki prinašajo medalje oziroma dosegajo vidnejše rezultate na pomembnejših tekmovanjih. To je tako ali drugače izmerljivo. Nemogoče pa je vrednotenje dela posameznikov, ki svoje delo bodisi kot trenerji, tajniki, organizatorji v društvih upravljajo prostovoljno, z ogromno energije in račun prostega časa. Se opravičujem. Vse navedeno nam, športnikom, daje pravico, da izrazimo pričakovanje po še večji podpori lokalne skupnosti, nadaljevanje izgradnje športne infrastrukture, vključevanje projektov športnih društev med razvojne prioritete občine in regije v novi finančni perspektivi Evropske unije. Ne pričakujemo denarja na pladnju, pričakujemo pa podporo pri izvajanju skupnih projektov, še posebej tistih usmerjenih krepitev strokovnega kadra in širjenju športnih programov. Vsem športnikom in športnim delavcem, ki navkljub ne preveč spodbudnemu stanju gospodarstva v naši občini, vztrajno nadaljujejo s svojim delom in nas razveseljujejo s svojimi dosežki, gre tako še posebna zahvala. Vsem športnicam, športnikom in športnim delavcem želim v imenu predsedstva zveze veliko športnih uspehov, sreče, zdravja, predvsem pa vztrajnosti in strpnosti. Uživajte v nocojšnji prireditvi. Športniki iz brežiških društv v različnih panogah, borilni športi, nogomet, gimnastika, atletika, športno strelstvo in še marsikateri merili so moči na državnih prvenstvih, na mednarodnih tekmovanjih, v reprezentančnih bojih in pri tem so bili tudi zelo uspešni. Vidnejše rezultate, za katere so po pravilih zveze se podeljujejo diplome, je na prizoriščih doma in tujini doseglo 78 športnic in športnikov iz 14 društev, prav toliko v športnih panogah. Mislim, da se vsi zaslužijo en velik aplavz. Tako da bi kar pričeli za podelitev diplom 64 športnikom, ki bi jih povabil na oder. V atletskem klubu Brežice delujejo in kar gremo Jan Breznik, Jan Lokar, Leda Krošel, Vikard Glojnarič, Leja Glojnarič, Marko Špiler, Karin Urek, Primož Mlakar, Lara Omerzu, Jan Pustover, Jure Rovan, Jure Kranjec Radkovič, Samanta Vegel, Rok Dobršek, Simon Budič, Nina Urbanč, Nika Plankar, Loro Leben, Žanin Kužnik, Matic Kovačič in še kot zadnja Karlen Pirc.
Danes bomo še cel večer ploskali, tako da se moramo na začetku že takoj truditi. Smo vsi. Mislim, da se vsi zaslužijo še en velik aplauz. Stopte malce naprej, da se zasluži. Vsi, da se skrije tam na okotu. Hvala atletom, da vas spet prosil, oziroma povabili v odra, preden naredimo še kakšno fotko. Vi, ki ste te v kotu, super ste se to postavili. Se ste ful lepe punce. Za atlete skrbijo trenerji Vladimir Kevo, Henriko Merzu, Juve Rovan, Vladka Lopatič v Merzu. Zdaj pa kar nadaljujemo z badmintonom klubov, badmintonom klub Pišece in kar začnemo. Toni Hotko, Klemen Kos, Dejan Mikuš, Maja Sušin, Urban Kovačič, David Filinčič in Mojca Omerzel. To so naši badmintonanci, badmintončani. In deluje pod vodstvom trenerke oziroma trenerja Tadeja Škofa. Hvala. Nadaljujemo z društvom borilnih veščin in v društvu borilnih veščin Katana delajo oziroma se ukvarjajo z džudžicom. Prosil bi, da se nam na odru pridružijo Rok Selko, Špela Obradovič, Ana Agreš in Žiga Haler. To je društvo borilnih veščin Katana, ki deluje že vrsto let oziroma v džudžicu so odlični v džudžicu. Zdaj se ne smem z njimi kaj preveč hecati, ker so nevarni, se mi zdi. Hvala. Karate klub Brežice je naslednji in med njimi, lahko bi poprosil, ker povabil na oder, Kaja Budič, Nastja Gavič in Žiga Suša. Poškodoval pri borbi, kakšni? Žiga? A si se kaj poškodoval to? No, smučanje, ok, smučanje. Jaz sem mislil, si koga udaril, pa ga je... Vsi delujejo pod vodstvom Kristjana Kajtne in Metke Galič. Sedaj pa se nadaljujemo z Thai boxingom, oziroma Thai boxom. Thai boxing klub Brežice je odličen, oziroma se ukvarja z kickboxom, oziroma njihova specialnost je kickbox vako. Prosil bi na oder, da se mi pridružijo Alen Brkič, Blaž Kožar, ti, ti si Alen ali si Blaž? Blaž. Alena ste pa na tebe, ali kako?
Tako, malce, mogoče bi si vzel minutko predaha, da ljudje se tudi malo počijo od ploskanja. Boste zdržali, 3 ure bomo še tukaj takole ploskali, upano vse. Ampak na koncu se vsi slečemo za nagrada. Mene, predvsem se mi zdi v športu, kdo je tukaj z nekom, ki ga ima rad in ga podpira v športu, dajte, da ploskajo vsi starši, da se vidimo. Ste ponosni na Žiga, gospa, seveda. Ste ga tako, kaj potem doma težko krotiti, kaj je toliko žilov pa. Ne. Ma toliko športa, da ne rad, no, vse to prvo. Predvsem v različnih športnih smo Slovenci tudi, se mi zdi, da smo res tak športen narod, da se strinjate, ker vedno nam uspe v nekih športih, predtem smo pa taki žilovi, ste tudi radi navijači, navijate kaj? Zdaj nadaljujemo z v bistvu predvsem dvema dosti nenavadnima športoma, oziroma malce nepoznanima. Naslednji športi, ki prihajajo z orientacijskega kluba Brežice, ampak te dni so na pripravah na Pagu, kjer se kopajo in mečejo žogo, ne kopajo se, ker hladno, vsi so tako jalo večno. Ampak z nami je njihov trener, tako da dajmo kar velik aplavz, Bojan Jevšter, Jevševa, se pravičujem, in športniki Andraž Hribar, Jaka Piltauer in Vit Bogovič so trenutno žive na Pagu, z nami pa je gospod Bojan. Jaz bi samo vprašal, kdo jih trenira, če ste vi tukaj. A so sami tam zdaj žurejo? Danes jih puščam, da se zgubljajo. To mora orientacija znati. Super, da se tam nekje v gozdu, jaz sem lačen. Gospod pa tukaj živa. Naslednji uspešni športniki prihajajo iz kajak kanuja kluba Čatež. Tako da dajmo velik aplavz. Boris Irt, Beno Kunst, Hanna Iljaš, Mil Perin, Vid Oštebenk, ste sama super ekipa, mlada, super imate majice. Dajte stopati tako naprej, da vas vidimo v teh lepih majčkah. Hvala vam. Tehnični škrat. Preveč imamo odličnih športnikov, potem pa se... To je bila začetno nekoga, ki smo ga malce, ekipca, ki smo spregledali, bi pa potem omenili še preostale člane kajak kanuja. Ste tukaj še ostali? Ja, še 3. Če se namoti, so potem to Maj Oštebenk, Iza Žičkar in Matjaž Avšič. In pa pri uspešnih rezultatih pomagajo Damjan Kožen in Boris Irt. Tako je, super, bravo. Hvala vam, se upravičujem za nevšečnosti. Mogoče so eni zdaj kar 2 nagrade dobili mogoče. Mi nadaljujemo z moškim rokometnim društvom Dobova,
ki je letos med svojimi člani imel tudi 2 reprezentanta in to sta Jože Baznik in Jure Blaževič. Hvala Jože Jure. Njun klubski trener je seveda Benjamin Teraš, bila sta pa člana z slovenske reprezentance. Mi nadaljujemo z Pikado klubom Kobra Tišece in njihov predstavnik je Jože Šerbec. Prosim, aplauz. Jože z nami. Jože je trenutno brusi svojo dušico v Pikado. Potem nadaljujemo strelski klub Brežice pod vodstvom Ernesta Sečna. V Tarče pridno zadeva in med njimi so Tadej Sečen oziroma Sečen in Marko Ševičnik. Nadaljujemo še z strelci, ki pridno pobijajo golobe, ampak tiste glednaste, to so strelsko društvo Rodar Globoko in na oder vabim njihove predstavnike, to so Tomaž Zupan, Kristjan Geč, Matija Mlinarič, Jernej Suša, Marjan Preskar, Janez Sodič in Goraz Slemešek. Daj tudi kakšnega živega goloba strelite, pa nesrečno ne zagledate. Ne, to pa ne. Mi nadaljujemo s tenisom. Letošnjem letu smo imeli enega odličnega tenisača v teniškem klubu Brežice in prosim en velik aplauz Žiga Deržič. Žiga kliče ga tudi brežiški Novak Djokovic. Ali Federer, mogoče. Federer. Imamo tudi enega motokrosista iz Avtomoto društva Brežice, to je Klemen Gerčar. Klemen je z nami. Klemen, zdaj trenutno, verjetno, nekaj dirka z motorjem. Še v bistvu zadnja diploma, oziroma zadnje 2 diplomi, oziroma celo zadnja diploma je podelili bomo telovadcu, zelo nadobudnemu mlademu iz telovadnega društva Sokol Brežice, to je Matija Kajs. Matijo, ki deluje pod očesom trenerjem očeta Mitje Kajsa. Tako Matija. Ramena ima že čisto razvita, da mi sam stisnem roko, da vidim, koliko si močen. Ok. Kje pa se to dobijo, take mišice? A to boš...
Telovadno društvo Brežice ima zdaj novo dvorano, tako da pogoj je boljše, ko so imeli vsi od Leon Štukla do Aljaž Pegama, tako da jaz mislim, da zdaj bo se razvil en super tim tudi v Brežicah, kar se tiče telovadcev. Lahko damo še en moj aplauz za telovadno društvo Brežice. Super Brežice. Mi pa zadovoljujemo z malce. Ekspert pa se skupaj lepo pozdravlja. Tako goste kot posebej še športnike, želimo vam iskrene čestitke ob tem dosežku. Zaigrali pa bomo seveda Roblej. Ok, izvolite. Vi ste predvsem se ukvarjate s poškodbami, se pravi, če ne bi bilo nobenih poškodb, bi bili brez posla nekako. Ja, nekako je. Vi ste pa ledini, ker se nekdo poškoduje, ste vi malo tako, yes. Tako je. Baje, da je bil tudi gospod Primož Kozmo danes pri vas, kako? Je bil, je. Ste ga zrihtala? Ja. Bo? Je bil ob 9, pa je bil 10. Kako pa potem poteka vaš dan, oziroma kakšne so to zadeve, s čim se največ ukvarjate, kakšne poškodbe? Manualna medicina, v glavnem. Potem, kakšni gležnji, jih masirate, oziroma kaj se... Odvisno, kakšna poškodba, treba pregledati poškodba, vidjeti, diagnostirati, potem pa začnemo se terapija. Terapija se osniva na osnovu te pregleda, potem pa lahko nadaljujemo. Kdo pa največ prihaja k vam, kjer je panoge? Baje, da tudi trenirate, oziroma ste tudi pregledovali nogometno reprezentanco? Občasno. Takrat, ki imajo problema, pa mi pokličejo. Ker noben drug ne zna vas pokličejo potem? Ne, znajo, veliko znajo. Pač, veste kaj, problem športnik navadi na enega terapeuta, pa on vedno ga išče, nekako to ritual med terapeut pa športnik ali pa poškodovanca ali kakorkoli. Drugače pa postaja v Sloveniji vrhunski fizioterapeuti tudi, jaz jih poznam sigurno 10, ko je vrhunsko upogravi so športnik. Prvi del nagrade, oziroma prva nagrajenca prihajata iz Društva borilnih veščin Katana Globoko in to sta Žan Obradovič in Jure Žabjek. Pod vodstvom klubskih trenerjev sta na Evropskem mladinskem prvenstvu Genovi lani se zahtela celo na prvo mesto v jiu-jitsu duo sistem moški pari. To sta Žan Obradovič in Jure Žabjek. Hvala obema. Naša naslednja nagrajenka prihaja iz strelskega kluba Brežice. Upam, da se nam bo pridružila na odru, to je Vesna Kržan. Vesna je spomladi 2012 v Portorožu osvojila naslov državne prvakinje z zračno puško, oziroma zračno pištolo in danes, kot vidite, je v dvojcu.
Zdaj pa je rok, čez teden dni, Je to posledica pa praznovanja državnega razhoda? To je prvo. Naš naslednji nagrajenec je odličen v skoku s palico, to je namreč Ambrož Tičar. Ambrož je v skoku s palico v kategoriji mlajših mladincev pod vodstvom Jureta Rovana na poletnih mladinskih igrah Alpe Adria 2012 v Hatebergu osvojil prvo mesto. Je član atletskega kluba Brežice. Naša naslednja nagrajenca prav tako prihajate iz Društva borilnih veščin Katana, to sta Roman Predanič in Matic Derenda. V letu 2012 sta prav tako v jiu-jitsu duo sistema moški pari v članski kategoriji na svetovnem članskem prvenstvu na Dunaju osvojila 5. mesto. Mami povzela. Ja, okay. Ker še ena fotka, stopite zraven. To je bil zadnji športni znak, tako da hvala obema, hvala gospod Halid. Čim manj poškodb, nažalost, mislim, jaz vam želim, kako bi vam to sploh zaželel, čim več, ne, to ne bo. Zdaj spet sledi malce glasbe in Rožo Crvena. v lanskem letu. Kot boste opazili, paleta športnih panog precej pestra in zato na oder vabim predstavnika OKS Slovenije oziroma člana predsedstva, gospoda Rajka Križmana. Dobar dan, lepo pozdravljeni v imenu Olimpijskega komiteja Slovenija, Združenja športnih zvez. Na Olimpijskem komiteju ugotavljamo, da je šport ena redkih dejavnosti v naši državi, ki zares ne pozna krize.
Namreč leto 2012, olimpijsko leto, je navrglo celo kupico vrhunskih rezultatov, vrhunskih uspehov naših športnikov, medalj na olimpijskih igrah in te stvari se nadaljujejo tudi v letu 2013. Seveda vsaka regija, vsak kraj prispeva svoj delček v mozaiku teh uspehov. Tudi Brežice in jugovzhodna Slovenija, kako imenujejo našo regijo, ne tako ne drugače, mi bi raje, da se imenuje drugače, ampak tudi naša regija daje svoje rezultate. Kljub temu, da smo nekako postavljeni na rob te naše domovine, kar se tiče športnih objektov in vsega drugega, pa trdo delo, vrhunsko delo, strokovnjaki, kakršni so bili danes že tukaj na odru, dajejo tem rezultatom en velik pomen. Vsem športnikom, športnim delavcem in tistim, ki nekako zraven stojimo, kot starši, kot tiste znanosti, ki so mejne v športu, želim veliko uspeha tudi v letu 2013. Vsem čestitam za rezultate, nagrajencem še posebej in pa seveda čim manj poškodb in čim manj dela za našega fizioterapeuta. Srečno! Hvala, da se mi boste zdaj pridružili na odru, ker bomo podelili, začeli bomo sicer s srebrnim znakom OKS in prejmejo ga Katja Požun iz Sel pri Zagorju, smučarski skoki, 3. mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu ekipno. En velik aplavz, Katja Požun. Se ker, prosim, ostanite na odru. Bomo podelili še preostale srebrne znake. Matic, Trebušak, domačini iz Hrasti pri Cerkljah, francoski boks, 3. mesto na svetovnem prvenstvu. Matic. In pa Nejc Cehte, oziroma Cehte iz Ribnika pri Brestanici ter Blaž Žitnik iz Žadovinka za 3. mesto na mladinskem evropskem prvenstvu v rokometu. Torej, Nejc in Blaž, prosim, pridružite se nam na odru. Nejca in Blaža ni z nami, sta namreč na tekmi, tako da vseeno pa sta si zaslužila aplavz. Hvala, Matic. Izvoli. Fotke imamo vse, ok. Nadaljujemo z zlatim znakom OKS za leto 2012. Prejmejo ga Stanislav Galovec iz Krasinca za 1. mesto ekipno na evropskem prvenstvu v jadralnem padalstvu. Stanislav. V zmajarstvu. Ok. Meni smo napisali, da ste bili odlični v pristajanju. Ok. Kako pa se... Kako pa se ocenjuje, kdo je najboljši v zmajarstvu? Dolga zgodba. Preleti, vsakodnevni preleti, 10 dni, ponovadi po 14 dni preletov. Določene discipline od, ne vem, od 160 do 200 km, čisto 200, lahko tudi od 100 odvisno od vremena, ampak večinoma vsakodnevno letene. Torej se pa ljubitelj hitrosti, pa, ok, super. Naš naslednji nagrajenec, Jaka Gorenc iz Gornjega Gradišča za 2. mesto, ekipno na evropskem prvenstvu z jadralnim zmajem. Aha, tukaj pa ravno kontra potem. Ok. Se pravi, Jaka, vi ste bili odlični potem v jadralnem padalstvu. A so zamenjali vaše užitke? Bom jaz malo popravil, ni čudo, da imate tudi papirjev. Jaka Gorenc je bil ekipno na 1. mestu v jadralnem padalstvu v disciplini natančnost pristajanja. Jaz sem pa njegov sotekmovalec, trener, slučajno pošoče.
Naslednja nagrajenca sta Tomaž Hribar in Luka Hribar iz Velike Loke za drugo mesto ekipno na Evropskem prvenstvu v modelarstvu disciplina F1B. Prosim, Tomaž in Luka. Vi ste Sevnice. Vi ste Sevnice, Pa ste sina takrat poslal v Velenje, pejte v Velenje, tam je prihodnost. Damjan Žulič je naš naslednji prejemnik zlatega znaka. Damjan Žulič iz Novega mesta za drugo mesto ekipno na Evropskem prvenstvu v modelarstvu disciplina F1A. Evo je dobil gospod Damjan Žulič. Hvala. In še Uroš Jordan iz Kostanjevice na Krki ter Maja Omerzel iz Krškega za tretje mesto na Evropskem prvenstvu modernih tekmovalnih plesov hip-hop pari. Uroš in Maja. Nadaljujemo s podelitvijo male statut in prva nagrajenka je Nina Novak iz Roj pri Mirni za tretje mesto na svetovnem prvenstvu v hitrostnem zbijanju v balinanju. Nina Novak. Naslednji nagrajenec Damjan Pavlin v športnem strelstvu postavil je svetovni rekord z zračno puško leže. Damjan Pavlin. Tako, hvala gospod Damjan. Naslednja nagrajenca Luka in Sebastian Vodlan iz Krškega za tretje mesto na svetovnem prvenstvu modernih tekmovalnih plesov Step pari in za njun uspeh je zelo zaslužil tudi trener Jadran Živkovič, ki mu Olimpijski komitej Slovenije podeljuje srebrno plaketo. Evo je aplauz za Luka, Sebastiana in Jadrana. Imate danes te step čevlje, fanta, nimate? Nič se ne slišal. Hvala, tako podelili smo vse nagrade v tej kategoriji in čas je še za malce glasbe, čas počitnic in ex-band kapele. Izvolite.
športnikom, ki so po mnenju člani Športne zveze Brežice še posebej zaznamovali leto 2012. Z nami je tudi en naš poseben gost, prosil bi ga kar, če se mi pridruži na odru, je član kluba slovenskih olimpijcev, telovadec, predvsem odličen na drogu, bil na olimpijskih igrah že leta 88 v Seulu in potem 92 v Barceloni. Po njemu se imenuje prvina na drogu Kolman, tako da dajmo prosim en velik aplavz, gospod Lojze Kolman. Pozdravljeni. Koliko gledate vse naše športnike, si kaj pogrešate tiste dni, ko ste bili tudi vi v olimpijskih igrah, ko ste se dajali stresom pa borbo z vsakodnevnim treningom? Pogrešam glih ne, no. Zdaj, je že toliko tega, da sem v drugih vodah zdaj, ampak z veseljem pa pogledam vsako tekmo. Kakšen je to občutek, ko po vas se imenuje prav prvina? Se kdaj tako zbudite, pa se rečete, jaz sem res fajn, jaz sem res cool ali pa kaj to? Ja, občutek je v redu, ker gledam po televiziji pa slišam svoje ime. Fajn je, če ga kdo naredi, še boljše pa, če zmaga na olimpijskih igrah z mojim elementom. Pa mislite, da kdaj kdo kaj vas malo tako prekovne, zakaj ta res težka, težko je narediti vašo prvino? Najtežji, sej drugače sem danes mislil klele narediti, no, sem videl, da ni benga reševalcev. Koliko pa jih športnikov? Koliko pa je sploh športnikov danes oziroma telovadcev, ki lahko naredijo, je kdo trenutno recimo med temi? Ja, so, zdaj jih je kar v bistvu vsi najboljši izvajajo mojo prvino, je pa ker sem jaz končal svojo kariero, je pol 10 let je trajalo, preden je prvi naredil mojo prvino. Aha, odlično, super. Vi ste bili leta 88 so bili olimpijskih igrah tudi še z Raimondom Debelcem, če se ne motim. Mislim, da so bili to njegove prve olimpijske. Se spomnite? Spomnim se, sem njegove niso bile prve. On ima že... Njegove prve so bile še v tem, ker so še kamne metalo zarčo. Pa za mano jih je bilo še bojo, on še ni nehod. Ja, tako. Super. Zdaj bi vas prosil, če podelila skupaj nagrade, strokovne nagrade najboljšim športnikom. Tako da dajmo en velik aplavz še gospod Lojze Kolman. Tako, najprej bomo podelili nagrado za športnika leta. Vsi ga verjetno poznate, težko je še kaj več povedati, vse je bilo v bistvu že povedano. Letos je bil znova odličen na olimpijskih igrah, vsi smo tudi verjetno spremljali gledati, tako da prosim vas en velik aplavz, gospod Primož Kozmus. Le eno leto je bilo v obdobju od leta 2006 do danes, ko Primož ni osvojil naslova za najboljšega športnika v Brežicah, takrat so verjetno vsi športniki bili veseli, končno, spet ne on. Letos je na olimpijskih igrah v Londonu dosegel rezultat 79,36 metrov in srebrno kolajno, tako da en velik aplavz, Primož. Primož, še kakšna beseda, prosim. Tako, zdaj, kakšno se vzvedel, da ste bili danes pri fizioterapeutu, kaj to pomeni, kaj je hujšega? Ja, najprej lep pozdrav vsem skupaj in hvala za to priznanje. Ne nič hujšega, torej dolgo sem zagledal luč, mali padec včeraj na treningu, ampak je Halit rekel, deli dalje, začnemo s počitkom, da gremo dalje. Kakšne so zdaj najbolj kratkoročni plani? Letos je svetovno prvenstvo, drugače pa dolgoročno, pa naslednje skive. En velik aplavz, Primož. Nagrajenka v kategoriji športnica leta pa je prihaja iz atletskega kluba Brežice. Prosim, en velik aplavz. Ženska športnica leta je Barbara Špiler.
oziroma doživela svoj ognjeni krst v članski kategoriji na olimpijskih igrah v Londonu. Pod vodstvom trenerja Vladimirja Keva je osvojila 29. mesto in sigurno bo še v prihodnosti posegla k višjim mestom. Prosim, en velik aplavz, Barbara Špiler. Sledi še kategorija ekipa leta. Imamo med nami mešano ekipo iz strelskega kluba Brežice. To so člani, mladinci in kadeti. Torej, en velik aplavz, ekipa leta je strelski klub Brežice. Ekipo sestavljajo Matej Krančič, Srečko Vidmar, Robert Ferenčak, Anja Kržan, Andreja Novoselič, Samanta Krevol, Polona Špiler, David Rožman in Matic Kenk. Izvolite, ker stopite malce bliže. Trenirajo pod vodstvom trenerja Ernesta Sečna in v letu 2012 so drugič zapored osvojili prvo mesto v pokalnem tekmovanju, ki se odvija po ligaškem sistemu in sicer med 25 ekipami v disciplini zračna pištola. Izjemen dosežek so podkrepili še s prvim mestom članske ekipe na državnem prvenstvu v eni najtežjih disciplin, to je malokaliberska hitrostrelna pištola. En velik aplavz za našo strelsko ekipo. To so bile tudi nagrade za šport leta. Hvala gospod Kolman, srečno. Da sledeč prinesemo drog, pa vi pokažete prvino. Tako, zdaj čas še za malce glasbe, preden še podelimo zadnje nagrade. Hotel sem reči, pred kratkim, oziroma takrat, ko je Primož postal svetovni prvak, sem nastopil ravno na Madžarskem. In se potem se prav pohvalil tam Madžarom v Budimpešti, sem rekel, zdaj imamo Slovenci svetovnega prvaka. Se ukvarja s kolektivnim ali individualnim športom v teh časih, oziroma ni društva, če ni posameznikov, ki svoj prosti čas namenjajo trenerskem delu, organizaciji in skrbi za delovanje društva v skladu s predpisi. To so danes tukaj z nami tudi posamezniki, ki vztrajajo v najslabših časih, ko stojijo skromno ob strani, ko njihovi uranci posegajo tudi po najvišjih priznanjih. Posamezniki tako tvorijo verigo, na koncu katere je uspešno upravljen pohod, strelski maraton ali zlate kolanja. Jaz bi prosil za en velik aplavz za vse ljudi, ki delajo v športu, ki tudi pomagajo prostovoljno, sodelujejo, tudi organizirajo. Mislim, da se tudi danes zaslužijo en velik aplavz. Prosil pa bi, da se na odru pridružita tudi gospod Stane Tomšen, še enkrat tudi predstavnik Olimpijskega komiteja Slovenije, še gospod Rajko,
Križman, kar da bomo še skupaj podelili še tole kategorijo. Namreč, takole, hvala. Prvi nagrajenec prihaja iz Planinskega društva Brežice. Njegovo delo je močno prepleteno s prostovoljnim društvom in posebnim delom v športu. Lansko leto je praznoval jubilej 50 let delovanja v društvu, kjer je že kmalu začel delovati v upravi društva. Svoje znanje in izkušnje tekmovalca orientacijskega teka je uspešno prenašal na mlajše rodove v okviru mladinskega odseka, z upravljenim vodiškim delom pa je svoje delo nagradil še z vodenjem društva in organiziranim izletov, prenašanjem ljubezni ter varne hoje po gorah v okviru planinske šole. Prosil bi vas zdaj za en velik aplavz, gospod Martin Vimpošek. Gospod Martin se je povzpel na praktično vse vrhove naših gora, tudi na številne evropske 4000-ake, za svojo dušo pa je čebelar. Imamo še enega nagrajenca, njegova vloga je mogoče malce drugačna, je specializiran predvsem za udarce, blokade in brce. Je trener v društvu borilnih veščin Katana Globoko, svoje borilne veščine je počel razvijati s karatejem. Leta 1998 je bil eden izmed ustanoviteljev jiu-jitsu kluba in kot pravijo njegovi iz kluba so kriv za vse uspehe, ki jih je Katana dosegla v svojih dosedanjem obstoju. To pa je tudi lepo število stopničk na svetovnih, evropskih in drugih mednarodnih tekmovanjih, tako da bi vas prošel se en velik aplavz, gospod Jože Ferenčak. Preden odidete, še samo eno vprašanje. Gospod Jože, malce počakajte me. Pridite še malo sem oba. Sam to, da zdaj vi, ki ste trenirali vse te nadobudne, ne rekel, močne fante in dekleta, se je kdaj zgodilo, da je bil kdo kaj jezen, pa je hotel z vami kaj obračunati? Nekaj nas jezen. Znam? Redisciplina naša vredna. Super, hotel sem potem nadaljevati. Če gospod, vi ste rekli, da se ukvarjate tudi s čebelarstvom, potem to vas sprošča, pa to? Tudi raven, ampak glavno je pa planinstvo. Pa se opažate, da je zdaj več ljudi v gorah, ali manj mogoče? Več, ja. Ampak imamo še dost načrtov, da bomo še hodili. Ni to pa zadnje. No, super. Hvala vam obema. Čestitke za nagrado. Še enkrat se nas bojo z glasbo popestrili oziroma zabavali X-Band kapele, tokrat s komadom Oči boje lavali. Kažu da ljubiš nekoga ima, skitnicu neku, a druga si žena. Sveta
se lotimo tudi nagrade. Zdaj, veliko enih stvari se dogaja te dni po svetu, ne, če tudi spremljate, Hrvati se zdaj želijo Evropsko unijo, se mi zdi. Meni se zdi, ko bo Hrvati not prišli, bo ravno vsega konec. Koliko je ne zabava, ko priješ ob 4 zjutraj, pa so že vsi šli. Oni bodo tako prišli, evo nas, tu smo, konačno, vse je že prazno, nobenega nikjer, samo en Grk leži. Veste, da gre za podelitev nagrade občinstva. Športno društva občine Brežice so letos zaznala 9 kandidatov za to nagrado in Športne zveze Brežice potem je tudi imelo 149 občanov in občank, ki so glasove namenili. To pa bo nam razkrila podžupanja Vladka Kežman, ki jo prosim tudi vabim na oder. Brežic, vi ste bili tudi rokometašice, če se ne motim, v Jugoslovanski ligi še... Ja, drugi zvezdnik. Drugi zvezdnik, en velik aplauz, prosim, da izvolite še par besed. Po domušnem govoru in vodeno je težko imeti neresen govor, pa vendar moram malce par besed povedati tudi sama in sicer lep pozdrav vsem prisotnim v imenu občine Brežice in v svojem imenu. Šport, športnik leta. Kaj nam te besede pomenijo? Veliko. Predvsem pa pomenijo mladim, ki na raznih športnih terenih neutrudljivo in vztrajno vadijo, na tekmovanjih merijo svoje moči in znanje in ne nazadnje dosegajo lepe rezultate. Pierre de Coubertin je v športu med drugim dejal: šport je dediščina vsakega človeka. Pomanjkanje športa se ne da nadomestiti. Res je tako. In tega se zavedajo vsi tisti, ki so v športu aktivni od rane mladosti vse tja do poznih let. Šport je aktivnost, ki združuje pomembne vrednote, kot so moštveni duh, solidarnost, strpnost in poštena igra. Te vrednote prispevajo svoj delež k osebnostnemu razvoju vsakega posameznika. Šport spodbuja družabnost in mlade uči odločnosti, predvsem pa vztrajnosti. V naši občini dajemo športu velik pomen, saj se zavedamo vseh teh športnih kvalitet. To dokazujemo z vsakoletnimi proračunskimi sredstvi in to dokazujemo z izgradnjo športnih in infrastrukturnih objektov, na katere smo izredno ponosni. Preko Zveze športnih organizacij v občini spodbujamo razvoj raznih športnih zvrsti, predvsem pa je njeno delovanje usmerjeno tudi na množičnost in rekreativnemu pomenu športa. Žal pa se v športu pojavljajo tudi njegove negativne strani. Doping, izsiljevanje, izkoriščanje in podobno. S pravilno vzgojo najmlajših in kasneje zrelih tekmovalcev ter z ustrezno kontrolo moramo poskrbeti, da bodo takšni pojavi v celoti ali pa vsaj v večini odpravljeni. Pri vsem skupaj pa ne smemo pozabiti, da je sestavni del tekmovalnega športa, sicer je bilo to že omenjeno, publika, ki daje našim športnikom poseben elan. Ob korektnem spodbujanju je to izredno pozitiven element vsake tekme, vsakega nastopa. Kako veseli smo, ko na raznih prireditvah plapola slovenska zastava, ko slišimo slovensko himno. Veselimo se vsakega priznanja našim športnikom. Veselimo se vseh medalj, med katerimi so tudi olimpijske. Športniki so tisti, ki ponesejo v svet glas o naši majhni, vendar naravno, kulturno in športno lepi državici. Čestitamo jim, ter želimo, da na svojih poteh vztrajajo, ter nam še naprej razveseljujejo naš vsak dan. Vsem nagrajencem pa iskrene čestitke. Srečno! Bom se pa tudi jaz malce tej hudomušnosti pridružila, ker so bile prej že besede o reklamah. Ker sem sama športnica, veliko gledam šport in na televiziji mi je prvo šport. In takrat gledam tudi reklame. Zelo sem žalostna, ker se že več let pojavlja na televiziji tista reklama, ko se pojavi v pidžami Kokšarov pa reče: tudi jaz bom imel takšna okna.
Dajmo narediti eno akcijo, da bo revež prišel do teh naših oken. X-Band, ker smo tle sami športniki, bi moral zaigrati Golico, če jo pa ne znajo, se jo pa ne naučijo. Zdaj po moje, kaj naročimo in da ne pripravi Golico. Tako mi pa bomo podelili še našo zadnjo nocojšnjo nagrado. Naš nagrajenec je atlet, ki se je zapisal v 8. razredu osnovne šole, pritegnil ga je skok s palico, ker je hitro napredoval in začel kmalu posegati po medaljah na državnih prvenstvih. V letu 2012 je dosegel eno največjih uspehov do sedaj in v avstrijskem Hartbergu na poletnih mladinskih igrah Alpe Adria osvojil prvo mesto z rezultatom 431 cm. Zmagal je tudi na Savarija pokalu, kjer je barve Slovenije zastopal kot mlajši mladinec. V družbi še 8 kandidatov je za leto 2012 to še njegov največji, oziroma še zadnji naslov, namreč prejel je največ glasov občanov, ki so mu podelili nagrado občanov za leto 2012, to je seveda Ambrož Tičar, član atletskega kluba Brežice. Ambrož Tičar je njegov trener seveda Jure Rovan. Stopite malce bliže. Bomo zdaj takoj, da smo že poslali brozajavko Kokšarov, da zdaj zbiramo denar v Brežicah. Ok. Hvala vam. Sem da jaz sicer malo izven scenarija današnjega, še ena malenkost. Športna zveza v bistvu ni samo organizacijska, pa predsednik. Tu je pravzaprav veliko prostovoljnega dela dveh mojih kolegov, letos je že 7. prireditev športnik leta, zato je povabil Gervič Ivana in Vilmo Zopančič, ki ogromno časa in truda posvetita tem, da ta organizacija je takšna, kot je danes. Hvala lepa in res velik aplavz za njih. Vilma je doma iz Sevnice, ne, iz Velenja, ti si, ne, skoro se ti? Ja, tudi mi smo športniki po duši seveda. Naj pa povem, da smo tudi atleti in to anonimni atleti. Ko nas prime debitovati, se vležemo na sedežno in počakamo, da nas mine. Hvala.